Hej, fantje, Ivan je tukaj. Danes bova z mojo sestro Marijo spremenila našo hišo v pizzerijo. Naredili bomo epske pice, od klasičnih sirovih do povsem norih kreacij. Sprejemali bomo naročila in stregli našim strankam. Na koncu bomo naredili nekaj norega. Naredili bomo ogromno pico. Poskrbite, da si ogledate celoten video. Bo fantastično. Kako začnemo? Načrt je preprost. Najprej je najpomembnejša stvar. Zdaj se morate naročiti na naš kanal, ker nam bo to pomagalo pri samozavesti in bomo zelo veseli. In zagotovo bomo odprli to pizzerijo. Najprej bomo postavili 15 miz v pizzeriji, da bomo lahko sprejeli vse stranke. Mislim, da ne bomo imeli tako velikega povpraševanja. Kaj, če jih pustimo samo 3? Pravzaprav, ja, mislim, da je to malo preveč ambiciozno. Začnimo s 3. Ja, to izgleda veliko bolje. To je dober načrt. Imeli bomo pravo peč za pice kot v Italiji z ognjem. To bo tako cool. Ne, Ivan, to je naša hiša. Imamo samo običajno kuhinjo. Uporabimo našo pečico, ne tabornega ognja. V redu, prav imaš. To je preveč ambiciozno. Fantje, res sem si želel peč za pice kot v Italiji. Naslednje, naredili bomo ogromen logotip, da nas bodo videli že oddaleč. Mislil sem na velikost 1,8x21 metrov. 6x70. To bi bilo tako dobro. Si prepričan? Ne, Ivan, nismo v nakupovalnem centru. Ja, imaš prav. Začnimo z nečim majhnim. Nismo na Times Square. Spet je ambiciozno. Ja, gremo z nečim majhnim. Ta velikost bo dobra. Šele začenjamo. V redu, všeč mi je. Držimo se načrta in nadaljujemo z nekaterimi nadgradnjami. Zdaj potrebujemo prt, papirnate brisače in meni. Popolno. Nope. Namestite ga naravnost. Popolno. Dajte nam trenutek, fantje. A little longer than a few minutes later. Jaz bom poskrbel za to, Ivan. Pojdi po papirnate brisače. Kaj sledi? Ivan, mogoče mi pomagaš? Ja, meni. In tukaj imamo pravo avtentično lopatiko za pico iz Italije. In tukaj je naš meni. S tem bomo zaslužili toliko denarja. In to je naša kuhinja. Okrasimo jo z nekaj nalepkami. Italijansko. Nekaj pic. Izgleda tako okusno. Nikoli ni preveč nalepk za pico. In to je primer za nekaj dostavnih škatov z velikim povpraševanjem. Imamo vse sestavine za vse pice. Nekaj sira. Nekaj peperoni za tiste, ki ljubijo peperoni. Nekaj narezanega. Olive hojiblanca. In dobrodošli na veliki otvoritvi. Najbolj okusne pizzerije na svetu. Mome mia, bo veliko sirove omake in okusnega kaosa. Gremo. Naša pizzerija je odprta. Juhu. Kaj je vse ta hrup? In zakaj sta tako oblečena? Oče, ne pokvari tega. Imamo resen posel. To je naša pizzerija. Kaj? In pojdi se preobleči. Ne moremo pustiti, da te stranke vidijo takšnega. Nobene pizzerije v moji lastni hiši. Kaj misliš, nobena pizzerija? Prerezali smo trak, izstrelili konfete, je uradno. Mladi mož ali naroči pico ali pa zapusti območje kavarne. To je moja lastna hiša. Grem, kamor želim. Hej, to bo $4, to je za naše stranke. $8, $10, $20. Fantje, pritisnite gumb za všeček, če vam je všeč, kar smo ustvarili. Upam, da ni preveč jezen. Pravzaprav imam še eno idejo, Marija. Imam te letake in razdelil jih bom po ulici, da bodo ljudje vedeli za naš novi prostor. No, to je cool. Kaj pa bom počela vmes? Poskrbljeno zate, pravzaprav prihaja odličen kuhar. Oprostite, fantje. Kako gre? V redu, partner, lotimo se dela. Torej, zdaj si ti odgovoren za kuhinjo, Stan. Ni šans. Domači kuhar. No, srečno s temi letaki, Ivan. V redu, se vidimo, fantje. Ne uniči našega posla. Ne skrbi. Na delo. Prvi letak je zalepljen. Popolno. Fantje, tam se odpira nova pizzerija, pridite.
Dober dan. Dobrodošli v najboljši pizzeriji v mestu. Signore, vstopite. Vse je tukaj italijansko. Sedajte. Zdaj izberite pico. Oh, dobra izbira. Oh, pepperoni, zanimivo. Vzel bom to. Seveda, odlična izbira. In naredili jo bomo tako okusno, da se vam bodo cedile sline. Pice. Prav, to je naša prva stranka. Moramo narediti to pico popolno prav. Imamo testo, naredimo ga okroglega. Ja, In ploščatega, mislim, da moramo uporabiti tole. čaka. No, hitreje. Jaz se bom pripravil. Paradižnikova omaka. Prav, ti pripravi vse dodatke. Dobro, preverimo, kako velika je ta pica. 30 cm, tako kot recept. V redu je, se bo skrčila v pečici prav. Ja, mislim, da bo popolna. Čas za paradižnikovo omako. Ima veliko paradižnikove omake. Pripravi sir. Malo več sira. Dodajmo še pepperoni. Čas za pepperoni. Dodaj še nekaj kosov. Še zadnji kos pepperonija in jo lahko damo v pečico. Dobro, zdaj dajmo to pico v pečico, fantje. 15 minut, fantje, in bo končana. Zakaj ne napišete spodaj, katera je vaša najljubša pica? Morda jo bomo dodali na meni. Umiram od lakote. Kje je moja pice? Stanley, pomagaj mi. V redu, prihajam. Oh, pice. Preverimo kakovost. Nihče ne bo opazil. Čudno, prepričan sem, da je pica večja od tega. Samo nekaj minut. Že vonjam, Marija, ne pozabi na pico. Obožujem to delo. Vaša pica, signore, narejena od profesionalnih kuharjev. Zgleda precej majhna. Naročil sem večjo. Preverimo. Oprostite, natakar. Vidim, da ni 30 cm, ampak le 24. Samo, morda se je le skrčila v pečici? Odbijam plačati. To je goljufija. Lahko vam prinesem še eno, dajte no. Vzamem kot opravičilo na svidenje. Oh, super. Prva stranka in že smo na robu bankrota. Poglej, Marija, preveri tole. Vav, Stanley, si tako nadarjen. Sem pizzaiolo. 5 minutes later. Le nadaljuj z delom, daj no. Oprosti, začnimo z drugo pico. Dober dan, je to pizzerija, kaj ne? Da, vstopite. Izberite svojo mizo. Milimeter, izgleda zelo lepo, tako prijetno. Hvala. Potrudili smo se po svojih najboljših močeh, kaj bi želeli. Vzel bom značilno pico, Mia Maria. Seveda, vaša pica bo kmalu pripravljena. Dobro, Stan, narediti moramo Mia Maria. Kakaj? V bistvu je to samo margarite. Mia Maria zveni bolj imenitno. Znam narediti margerito? Gremo. Paradižnikova omaka. Odlično, prav, pripravi sir. Dajmo na to pico veliko sira. Najpomembnejši del. Dobro, popolno. Čas je, da gre v pečico. Prav, zdaj, ko so pice narejene, dajmo tole v pečico. Oprostite, kje je moja pica? Ja, dajmo hitro. Dajmo, minutko. Hitro, pomagaj mi. Ne morem ga naložiti. Prav, čas je, da druga pica gre v pečico. Samo toplota jo lepi na... Res sem lačen. Halo? Dobro, čas je, da vzamemo drugo pico ven. To je vse narejeno in pripravljeno za našo naslednjo stranko. Mislim, veste, ima malo značaja, morda ne najbolj okrogla pice, ampak v najboljši pizzeriji na svetu radi delamo posebno. Tako nekako. Kdo so ti tujci? Ampak brez skrbi, kmalu bom zaprl to pizzerijo. Vaša pica je pripravljena, senjor. Hvala. Poglejte. Nehaj kričati, kaj se je zgodilo? O moj bog, tako mi je žal za to.
Takoj se bom lotil tega. Naredi nekaj. Počakaj. Mislim, da je čas, da greš čurek. Kaj počneš tukaj? To je moja hiša, veš. No, a nisi videl ščurka? Ščurek v moji hiši, to je krivda pizzerije. Kako si drzneš? Ta pizzerija je šala, prijavil bom to. Odkot je prišel ščurek? Nimam pojma. Kako prijeten in lep kraj. Hvala, prosim, usedite se. Hvala. Tukaj je meni. Ne potrebujem tega. Ali lahko dobim najbolj okusno pico, prosim? Seveda, ampak vse naše pice so okusne. Poskrbel bom, da dobiš najboljšo. Komaj čakam. Hvala. V redu, Stanley, imamo še enega gosta, ampak je poseben. Zahteval je najbolj okusno pico, zato jo moramo narediti popolno. V redu, naredili bomo pico, da mu bodo lasje vstali. Pa, da bo od užitka in ne od strahu. Seveda, začnimo, tokrat olivno olje. Vse to zmešaj. Lahko dodaš sir. V redu, vse narejeno. Zdaj pa to v pečico. Tukaj je vaša pajke. Najbolj okusna, kot ste zahtevali. Hvala. Mija, natakar. Ja, kaj je narobe? Imam dlako. Opravičujemo se, zelo mi je žal za to. Lahko vam naredimo novo pico. To nam vzame samo približno 5 minut. Oče, kaj delaš tukaj? Nizi sem jaz. Oče, What a twist! Ja, to sem jaz. torej, to si bil ti? Ne bi me presenetilo, če si tudi za ščurkati kriv. V redu, družinski posel, zato se bom umaknil. To je preprosto grozno. Uničil si vse. V redu, kaj je tako velikega? Ne želim več govoriti s tabo. Mislim, da sem šel predaleč. Ali to pomeni, da je uničil vse naše načrte? Izgleda, da je tako. To je grozno. Mislim, da bomo zdaj morali zapreti našo pizzerijo. Ja, nekaj časa smo se zabavali. Vav, kako gre tukaj, ljudje? Kaj? Si jezen ali kaj? Kaj misliš? Razumem, oprosti, samo malo miru doma sem želel. In mi smo želeli zaslužiti nekaj denarja in dejansko narediti nekaj koristnega s svojim časom. Zdaj nimamo denarja, nobenih strank in nobene koristi. Ja, in ugled tega kraja je popolnoma uničen. Res mi je žal, kaj če vam pomagam popraviti ugled? Kako? Naredimo skupaj ogromno pico in naredimo fotografijo, nato jo objavimo na Instagramu. Prepričan sem, da bo ljudem všeč. Glej, vidim v njegovih očeh, da nas želiš spet pretentati. Ne, resno mislim. V redu, mislim, da bi lahko poskusili, vendar ne pričakuj, da bom pozabil vse. Odlično, gremo na delo. V redu, čas je, da naredimo ogromno pico. Valjaj. Recept od moje babice. Ta pajka že izgleda dobro, dodaj več omake, pohiti, imamo stranke, ki čakajo. Malo sira. Naredimo polovico s peperoni, četrtino z gobami in četrtino s paradižnikom. Mislim, da je popolno, absolutno mojstrovina. V redu, spečimo jo. Vav, Torej, kaj mislite, fantje? izgleda neverjetno. V redu, pravkar sem objavil na Instagramu. Prav. Prvi všečki že. Ljudje komentirajo, kje jo lahko poskusijo. Vidiš, delovalo je. Bom rekel, da jo lahko poskusite tukaj, v najboljši pizzeriji na svetu. Hvala, oče, dejansko je delovalo. Grem obesiti še več letakov. Torej, brez zamere. Ja, Poskusimo to pico. Tako dobro. Na zdravje. O moj bog, to je najboljša pajka, kar sem jih kdaj poskusil. Ja, vem. Poglej tja. Še en ščurek. Odkot je prišel? Resno. Živjo, fantje, Ivan je tukaj in danes smo na tem neverjetnem mestu in igramo skrivalnice, ampak z goljufijami. In vsak ima svoj nahrbtnik poln pripomočkov, ki jim pomagajo, da se skrijejo in ne bodo ujeti. In ja, tudi jaz imam svoje goljufije, pokazal vam jih bom kasneje. V redu, gremo. To bo tako dobro. Sploh ne veš, kaj je v mojem nahrbtniku, zmagal bom. Kaj pa je nagrada?
Torej, imate 10 minut, da se skrijete, jaz pa imam 60 minut, da vas najdem. Če vas ne najdem, dobite $1000. Zmagal bom in kupil motorno kolo. Prijatelj, sanjaj naprej. Jaz bom kupil čips. Veliko čipsa, 2 toni čipsa. Ok, življenjska podpora. V redu, začnimo v 3, 2, 1. Gremo. Skrite se. Fantje, podprite ta video z všečkom, ker bom kmalu pokazal, katere goljufije imam, da mi pomagajo najti te fante. Gremo! Skrij se hitro, kje naj se skrijem. Mogoče bi lahko šel v ta kot. To je preveč slabo. Me vidiš? Seveda te vidim. Nikjer ne najdem dobrega skrivališča, moram nadaljevati z iskanjem. Fantje, Marija je šla tja in Mike je šel tja. Jaz bom šel po tej poti, da bo imel Ivan težave z iskanjem mene. Oh, super, tukaj lahko rišeš po stenah. Poglej, pustimo sporočilo za Ivana. Oh, imam toliko časa zdaj. Lahko naredim malo umetnosti. Oh, nimam časa. Ne, o moj bog. Ne, našel me bo, kaj pa tukaj? Poglej tukaj. Vav. No, zdaj je čas za mojo prvo goljufijo. Poslušaj, Ivan pozna moj von, zato bom poškropil svoj parfum povsod tukaj, da bo mislil, da sem tukaj. In pokrij vse, da bo zagotovo mislil, da sem tukaj in bo zapravljal svoj čas. Poškropi nekaj tukaj. Zdaj bom našel najboljša skrivališča. Ne, zagotovo me bo našel, to je moje zadnje skrivališče. Ne, še vedno sem viden. Mislim, da je to mesto preveč svetlo, preveč enostavno me je najti. Pojdimo iskati nekaj drugega. Preverimo, ali je to mesto dobro za skrivanje. To mesto je odlično. Poiščimo kakšen kraj za skrivanje. Ne, zelo slabo. Veš, še vedno sem viden. Mislim, da bi morali poskusiti nekaj drugega. Ne, to mesto je slabo za skrivanje, vendar imam še vedno čas za igranje teh iger. Oh, mislim, da imam zdaj manj časa. Moram iti iskati nekaj skrivališča. Torej, čas je, da vam pokažem pripomočke, ki jih imam za iskanje vseh fantov. Nočna očala. Mislim, da jih bom veliko nosil. Endoskopska kamera. To je v bistvu majhna kamera, ki lahko gre skozi vsako majhno razpoko. To bo tudi zelo koristno. In tudi očala z ogledalom za vzvratno vožnjo lahko vidiš nazaj. In najboljši del je, da nekateri moji triki že delujejo. Naprimer, dal sem GPS sled na Marijo. Tudi povezal sem Stanleya, da lahko ves čas slišim, kaj govori. V redu, čas za skrivanje je končan. Čas je za lov. Gremo. Pravzaprav imam nekaj, kar bi vam pokazal. Oh, mislim, da sem našel popolno skrivališče v tem velikem ustju morskega psa. Tukaj me nikoli ne bo našel. Oh, ne vem, kje naj se skrijem. Razmišljam o tem kotu, ker so tukaj košare. Morda bi se lahko skril pod ali pa košaro na glavi. To je res neumna ideja, kaj ne, videti ne bo. Nekaj ni v redu s temi pralnimi stroji. Mislim, da je ta kot, mislim, da je to vrata. Poglejmo, kaj je za njim. Ni šans, to je kot popolno skrivališče, Ivan me tukaj nikoli ne bo našel. Zdaj, to je tisto, kar imenujemo skrivališče. V redu, zaprimo vrata. Zdaj me res nikoli ne bo našel, popolnoma sva skrita.
Pravzaprav je zdaj čas za mojo prvo prevaro. Če to postavim na to pralni stroj tukaj, Evan bo mislil, da ne more vstopiti in nikoli ne bo ničesar posumil. Torej, poskrbel bom, da bo to lepo in varno postavljeno. Nato pa se bom vrnil v svoje skrivališče. Se vidimo kasneje. Daj no, Ne, videl me bo. Moj trik tukaj ne bo deloval. Kasneje ti bom povedal, kaj je moj trik. Popolno mesto. In veš, zakaj je to popolno? Ker je moj naslednji trik ta kostum. Popolnoma se bom slil, samo poglej. Gremo zdaj poiskati mesto. Fantje, mislim, da je to popolno mesto. Tukaj se bom skril, uporabil bom to kot kritje, ker tukaj vse sveti in je belo. In poglej, to sveti in je belo, tako da me Ivan zagotovo ne bo našel. Napišite v komentarjih, če izgledam kot grm. To mesto je zelo slabo za skrivanje, ampak dobro je, da imam trik, ki mi bo pomagal skriti se. Poglejte, to so vohunska očala, ki imajo vgrajeno kamero. Lahko jih postavim nekam in potem preverim, ali se Ivan približuje meni. Moja strategija ni dobro skrivanje, ampak bežanje. Gremo, posadimo jih. To je prva točka. In drugo mesto. Ja, deluje. Zdaj pa gremo skriti. Ni najboljše mesto, ampak se bom vseeno skril tukaj. Tukaj se ne počutim preveč udobno, ampak vsaj ne bom ujet. Stanley je tako neumen. Sam se je izdal. Kje je Stanley? Stanley, kje si? Vem, da si tukaj. Kaj je to, poraženec? Daj no. Stanley me je popolnoma prelisičil. No, imam še eno lahkotno tarčo, tako da nadaljujemo. Marija se premika tja, gremo. Kje si? Me ne moreš najti. Vem, da je to stan, poznam gospa. Igra se z mano, fantje. Naročite se, če verjamete, da jih lahko najdem vse. Naročite se, prav, naročite se, moram iti poiskati fante. No, tukaj bom čakal. Večinoma bom samo sedel na telefonu, igral igre, gledal vidi. Imam nekaj glasbe in ogledal, malo plesa, malo barv. Veš kaj, obožujem to skrivališče. Ivan me nikoli ne bo našel. Ko vidim Ivana, imam čas pobegniti, ampak trenutno ga ne vidim. Fantje, že dolgo je in Ivan me še ni našel. Ocenite moj kostum od 1 do 10 v komentarjih. Vidim Marijin sledilnik. Moška stranišča. Najlažje mesto, jo bom našel. Našel sem jo, tukaj jo bom skril. Marija, že te vidim. Ti si tukaj. Kaj želiš? Oprosti. To so napačna vrata. Kje je? To je čudno. Ne, nikogar ni tukaj. Nadaljujmo. Poglejte to mesto, fantje. To je tako lepo. Nihče se tukaj ne more skriti, kaj ne, videl bi jih. Toliko luči. Stanley, Mike, Marija, pridite ven. Ja, fantje, mislim, da tukaj ni nikogar. Gremo na naslednjo lokacijo. Sem utrujen, sem malo izčrpan. Fantje, veste, kaj mislim, da se nihče ne bo skril tukaj? Preveč je svetlo, preveč glasno. To je tako neumno mesto, tako da bom kar nadaljeval.
Zdi se, da sem to malo pokvaril. Upam, da se ni nič zgodilo. Kdo je pustil svoja očala tukaj? Čudno. Ivan je tukaj, moram nekaj narediti, počakaj, imam idejo. Tukaj je, moja goljufija za danes je naprava za dim. Izginil bom v dimu in imel čas pobegniti od Ivana. Vklopimo gospa. Kaj je to? Mislim, da sem ga zmotil. Moram se izmuzniti. Mike. Zdi se, da je nekdo ujet. Vedela sem, da me bo ta naprava razočarala. No, ne bodi žalosten, ker vem, da ne bom našel samo tebe. Našel bom vse fante, gremo. Vzemi napravo. Mislim, da sem izgubil. Prekleto, fantje. Preveril sem povsod že večkrat in vse, kar sem našel, je bil Mike. Nisem mislil, da bi se igrali skrivalnice tako resno. Nova lokacija. To bi bilo odlično mesto za skrivanje v enem od teh. Ni tukaj, kaj ne? Tukaj je neka majhna odprtina. Moram preveriti to, lahko uporabim svojo kamero za preverjanje teh mest. Fantje, opazil sem, da vse deluje, razen tega tukaj. To je malo čudno. Moram to preveriti. Fantje, poglejte, to je stan. Našel sem gospa. To je stan. Mislim, da se ta vrata lahko odprejo. Dobro, stan. Šale so končane. Pridi ven. Našel sem te stan. Nehaj držati vrata. Našel sem te. Našli smo Mikeja in Stana. Zdaj je Marija edina, ki je ostala. Nisem zmagal. Ja, nisi zmagal. Imel sem najboljše skrivališče, kako si me našel, bil sem za pralnim strojem. Uporabil sem svoje goljufije. Čas, da najdem Marijo. Mislim, lahko tukaj malo počiva. Gremo, srček. Mislim, da bom navijal za Marijo, vendar je nikoli ne boš našel. Imam predlog, to je goljufanje pri skrivalnicah, imam $100. Počakaj, ali veš, kje je Marija? Mogoče vem, mogoče ne vem. Tako je, če želiš $100, mi pokaži, kje je Marija in dobiš $100. Da, 100. Najprej povej, kje je Marija. Tja. Dobro, potem pa pojdimo. Hej, počakaj, najprej mojih $100. Pojdi. Dobro, fantje, imam le še 5 minut. Zdi se, da je Marija najboljša v skrivanju, tako da imamo še nekaj časa. Pojdimo hitro k administraciji, imam idejo. Dobro, to je moja zadnja priložnost. Naredil bom objavo in upal, da bo Marija nasedla, kot je Mike. Nujno, obiskovalka po imenu Marija, prosim, pridite k administraciji, ponavljam, nujno, obiskovalka po imenu Marija, prosim, takoj pridite k administraciji. Kaj, ali to ne zveni znano? To je Ivanov glas. Misli, da sem tako neumen. Brat, še posebej z malo časa, ki je ostalo, bom boril do konca. Daj no, pridi ven, prosim. No, zdi se, da ni nasedla. Zdi se, da je čas potekel. Zdi se, da je Marija zmagala. Ja, zdi se tako, kje je ona? Torej sem zmagala. Kaj je ta kostum? Poskusila sem po najboljših močeh. No, ti si zmagovalka in si pridobila nekaj denarja. Gremo. Dobro, opravljeno. To je prevara. Porabil sem približno 3 ure, da sem našel dobro skrivališče. Imate 10 minut, da se skrijete. Vse je odvisno od sreče. Naslednjič bom našel vse. Hvala za ogled. Poskrbite, da všečkate, se naročite in komentirate. Z Bogom vsi.